če bi mogla dati en nasvet, eni bodoči mamici ali pa nekaj glih rodila, kaj bi ji dala? Glede, nima veze, lahko je glede spolnosti, glede otrok, pač glede odnosa, pač kaj tako, kakšna stvar, ki si želiš, da bi jo ti vedela, preden si prvega otroka rodila. Veš kaj, jaz lahko dam nasvete mamicam, ampak bolj ga bi mogel daviti očkotom. Ker če so očkoti opolnomočeni, kaj mamica dejansko rabi po porodu, bo mamica okej. Ko v bistvu mamica rodi, prvič sploh se njej cel svet obrne. Sploh ne misliš, da te bo toliko zadel, kakor te. Se pravi to, da konstantno skrbiš za nekoga, plenice menjuješ, pospravljaš z temi pač stvarmi, ki se zgodijo potem, ko previjaš, dojiš, nimaš časa za lulati, za kakati, za jest, a ne, enostavno pol, da prideš še mož pa reče, bova danes, mislim, poslala bi ga najbrž nekam, mislim, tudi sem ga kdaj, ko ni bil tukaj sočuten, a ne. On pa tudi ne ve, kaj se dogaja, ker je pač sploh prvič v tem in v bistvu je še težje včasih razumeti nekoga, če ti ne veš, kaj se ti dogaja, ne. Še mamica sama sebe ne razume, ne, kako bo pol še mož. In zato smo v bistvu tudi, torej prva stvar, ki sem jo naredila lansko leto, sem ustvarila šolo za starše, kjer noter veliko govorimo o poporodnem obdobju, tako ene 4 ure, se pravi spolnost po porodu, telo, kako sprejeti po porodu, kako si poiskati pomoč, vse te stvari. Pa o samem dojenju, o samem novorojenčku in ta spletna šola za starše je tako res top. Ampak zdaj bova pa z Davidom še imela delavnice za pare. Najbrž bo 14. junija, no, tako da če kdo pač hoče priti, se lahko povočka. Bo pa tudi David pač predvsem tem očkotom povedal, kaj ženske rabijo. In to se mi zdi ful en tak win-win